Danes v Pomurskem dnevniku uredili manjkajoče kolesarske povezave. Nacionalno poročilo Eurobarometra. V prvi polovici februarja posredovali 20krat. Prenove Partizana letos ne bo. Vreme jutri bo sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V občini Ljutomer so predstavili ureditev manjkajočih kolesarskih povezav. Vrednost projekta, ki je bil zaključen novembra, znaša približno 290 tisoč evrov. V sklopu investicije so v občini Ljutomer uredili obojestransko kolesarsko stezo in pločnik v dolžini 850 metrov. Županjo veseli, da je njihova občina med tistimi, ki najbolj spodbuja trajnostno mobilnost. Ja, mi smo zelo veseli, kajti uspeli smo pridobiti tukaj nepovratna sredstva Ministrstva za infrastrukturo in pa seveda evropska kohezijska sredstva, da smo lahko naredili obojestranski pločnik in pa kolesarsko povezavo. Pridobili smo 85% upravičenih stroškov, to je nekje 850 metrov obojestranske povezave kolesarske in vesela sem, da nam uspeva skozi projekt trajnostne mobilnosti, kjer smo seveda mi med prvimi občinami, kjer to spodbujamo, da pač nekako najdemo na državni ravni sogovornika in delamo na tem, da se pač čim več kolesarskih povezav vzpostavi. Več o finančnih podrobnostih projekta je povedal Mitja Kolbl. Vrednost projekta je bila nekaj čez 290 tisoč evrov. Ob tem je nekaj čez 65 tisoč evrov sofinanciralo Ministrstvo za infrastrukturo v sklopu financiranja ukrepov za izvajanje celostnih prometnih strategij. V Ljutomeru je bilo tako ob kolesarski stezi in pločniku, zamenjani so bili kandelabri javne razsvetljave, urejena nova prečkanja za kolesarje ter nabavljena 2 števca za kolesarje. Na občini Ljutomer pa trenutno potekajo še druge aktivnosti. Trenutno smo aktivni na 2 mednarodnih projektih kot edina slovenska občina, in sicer na projektu MoveSit v sklopu programa Centralna Evropa. Tam je občina Ljutomer pridobila pokrito kolesarnico za kolesa ob občinski zgradbi in pa 3 električna kolesa, ki jih lahko uporabljajo zaposleni v občinski upravi za krajše službene poti. Drugi projekt je pa v okviru programa Horizont 2020, kjer občina Ljutomer kot izkušena občina na področju priprave celostnih prometnih strategij širi dobro prakso na tuje države, predvsem države bivšega Balkana. Kako pa na zdrav način življenja gledajo občanke in občani? Sigurno pozitivno, kajti ne samo to, kar seveda zdaj v zimskem času počnejo zunaj, so vsa infrastruktura, ki jo imamo na razpolago, športna, od obeh športnih dvoran, tudi športne dvorane pri osnovnih šolah, so vse zasedene. To pomeni, da pač naši ljudje res skrbijo za sebe, za svoje zdravje, počutje, kar je zelo spodbudno, kajti če smo športno aktivni, seveda lažje mislimo in skupaj kujemo dobre načrte tudi za prihodnost. V prihodnje si želijo, da bi poleg kolesarskih vzpostavili tudi čim več peš poti. Prejšnji teden so bili objavljeni rezultati zadnjega nacionalnega poročila standardne javnomnenjske raziskave Eurobarometer, ki je bila izvedena jeseni. V studiu se mi je pridružil Dejan Bogdan, vodja informacijske točke Europe Direct Pomurje, ki bi pokomentiral izsledke raziskave. Dejan, lepo pozdravljen. Zdravo. Za začetek, kateri so za Slovence najpomembnejši izzivi na nacionalni in na evropski ravni? Ja, zdaj, če se govori o nacionalni ravni, je to zdravstvo oziroma socialno varstvo in pa priseljevanje. Kar se pa tiče evropske ravni, pa Slovenci menijo, da sta največja izziva na EU ravni priseljevanje in pa terorizem. V luči evropskih volitev je najbrž zanimivo tudi mnenje ljudi o prihodnosti, se pravi Evropske unije. Smo Slovenci lahko optimistični? Glede na izsledke raziskave, da, kajti 2/3 Slovencev je optimističnih glede prihodnosti Evropske unije. Je pa tudi zanimivo v tem kontekstu, da na vprašanje, ali imajo kakšen občutek državljanske pripadnosti Evropske unije, je pritrdilno odgovorilo čez 70% vprašanih. Kateri pa so po mnenju anketirancev največji dosežki Evropske unije? Ja, v bistvu to ni tako presenetljivo, kajti vse je povezano s tako imenovanim prostim gibanjem oziroma svoboda zaposlovanja, izobraževanja, potovanja po Evropski uniji. Kot druga 2 dosežka pa se nekako izpostavljata mir in pa skupna denarna valuta evro.
Tokrat je raziskava prvič povprašala anketirance o tem, katera področja oziroma za katera področja bi si želeli nameniti proračunska sredstva Evropske unije. Kaj so povedali? Ja, dejansko so lahko navedli največ 4 področja in kar se tiče Slovenije, je nekako v ospredju zaposlovanje, sociala, zdravstvo, potem kmetijstvo oziroma razvoj podeželja, na 3. mestu potem sledi izobraževanje oziroma usposabljanje, tudi kultura, mediji in pa kot 4. prioriteta, ki so jo navedli, to pa so podnebne spremembe oziroma varovanje okolja. Dejan, hvala za ta pojasnila. Hvala za vabilo. Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske so v prvi polovici februarja na pomoč poletele že 20-krat, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku in letališču Edvarda Rusija na Maribor, ki jo pokriva tudi pomurski konec, so med 1. in 14. februarjem 3-krat posredovale pri reševanju v gorah, 5-krat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, 11-krat za medbolnišnične prevoze in 1-krat za prevoz inkubatorja, poroča Slovenska tiskovna agencija. Dežurne posadke 151. helikopterske eskadrilje Slovenske vojske so tako letos v reševalnih akcijah posredovali že 67-krat. Od tega so 10-krat posredovale pri reševanju v gorah, 23-krat so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, 27-krat so upravile medbolnišnični prevoz in 7-krat prevoz inkubatorja. Pri tem so prepeljale 70 poškodovanih ali obolelih oseb in skupaj naletele dobrih 78 ur. Nekdanji Sokolski dom oziroma Partizan že leta čaka na prenovo, a pred letom 2020 je gotovo ne bo dočakal. Sokolski dom, ki ga danes poznamo pod imenom Partizan, je eden prvih telesno-kulturnih domov v Prekmurju, ki je nekoč veljal za središče telesnega in kulturnega napredka v našem okolju. Dotrajana stavba na Mladinski ulici 3 stoji vse od leta 1929 ter je že močno potrebna osvežitve. Soboška občina je k celoviti prenovi Partizana, ki bi izboljšala športno infrastrukturo in podobo mesta, sklenila pristopiti že leta 2017. Kot ugotavljajo, bi stavbo morali celovito obnoviti in urediti toplotno izolacijo oziroma optimizirati stroške vzdrževanja. Vrednost projekta prenove je v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna za obdobje 2018 do leta 2021 ob zadnjem pisanju znašala 968.268 evrov. Začetek del je bil sprva predviden za pomlad 2017, a bil nato prestavljen na minulo leto, v katerem pa se prav tako ni nič premaknilo. Tudi letos pa prenove ne bo. V bistvu sam sebe posipavam s pepelom, ker smo o tem govorili, ampak zaradi cen gradbenih storitev nam je enostavno zmanjkalo denarja iz naslova celostnih teritorialnih naložb. Bo pa po mojem leta 2020, ko je 100. obletnica sokolstva, druga priložnost, da odpravimo tole pomanjkljivost, je na zadnji seji mestnega sveta povedal župan Aleksander Jevšek. Danes bo v oddaji iz našega studia gostoval Drago Dervarič, direktor za Obermacher Komunala. Govora je bilo o dejavnosti podjetja, med drugim je beseda tekla o nevarnih odpadkih. Poglejmo si kratek izsek iz pogovora, več pa danes ob 18:30. Če se osredotočiva na nevarne odpadke, en del nevarnih odpadkov nastaja v gospodinjstvih. To so neporabljena topila, čistila, razna motorna olja, tudi fitofarmacevtska sredstva in te odpadke zbiramo na akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov. Nekatere nevarne odpadke pa zbiramo tudi s pomočjo naših skrbnikov v zbirnih centrih. Kar se pa tiče odpadkov, tovrstnih odpadkov iz industrije in obrti, pa imamo tukaj sklenjene pogodbe s posameznimi povzročitelji, kot jih imenujemo, se pravi, to so gospodarski subjekti, ki upravljajo dejavnost in pri njihovi dejavnosti nastajajo ti nevarni odpadki. In ti so zelo različni. To so bodisi razna topila, čistila, motorna olja, potem so to neke kisline, lugi, onesnažene krpe in za vse te odpadke potem v podjetju za Obermacher Komunala poskrbimo. Na Sobota Info poročajo o invaziji Prekmurcev na tekmo v Ljudski vrt. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo sončno, zjutraj in dopoldne na Notranjskem in Primorskem še pretežno oblačno ali megleno. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne ste v Ukrajinskem parku Goričko in Murski Soboti namerili 8, v Radencih 9 ter v Lendavi 11 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj in dopoldne na Notranjskem in Primorskem še pretežno oblačno ali megleno. Megla bo lahko zjutraj tudi po nekaterih kotlinah v notranjosti Slovenije. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog ničle, čez dan pa bodo termometri pokazali pomladnih 12 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno, predvsem bo precej koprenaste oblačnosti. Zvečer se bo od severa oblačnost zgostila. V petek bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale od -7 do 2, dnevne pa med 2 in 13 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.